Dobrodošli, to je Oddaja Zmorem. Začenja se misija Samozavest. Izvedeli boste vse o tej plemeniti akciji. Odlični slovenski plavalec Darko Đurić je znova dokazal, da je najboljši takrat, ko je to najbolj pomembno. Naša gostja je bila tudi Iris Breganski, dvakratna evropska mladinska prvakinja na prvenstvu gluhih v Sofiji. Kdor si je izmislil šport, ta bi mogel dobiti največjo nagrado na svetu. Igra, to bi bila prva asociacija, veselje, druga, užitek, tretja. Jaz mislim, da je glavna zabava, druženje pa to, da se imamo fajn. Preden sem začela se ukvarjati s športom, sem bila vsekakor manj samozavestna, slabše disciplinirana. Športom je to vse bolj naraščalo in tudi zdaj sem spoznala, da sem kot oseba veliko močnejša tudi za naprej za življenje. Šport ti da ogromno novih stvari, predvsem pa te utrdi za življenje, da ti veliko discipline, spoznaš veliko novih prijateljev. Ja, zame šport predstavlja vse, šport je moje življenje, res zelo rad plavam. V vodi se dobro počutim. Ja, ko plavam, čutim dobro energijo, zelo sem motiviran, ko plavam. Jaz bi najprej staršem rekla, naj otrok ne zavijajo v vato, ampak naj jih prepričajo, naj jih doma spodbujajo, povejo, kakšni športi obstajajo, naj jih vključujejo, naj jih pripeljajo v klube in naj ni treba da je plavanje, lahko je tudi namizni tenis, lahko samo rekreativno, tako da spoznajo šport, da vidijo, kako je, potem se bo pa videlo, kako in kaj. Ok, da vidim vaše roke, vsi v zraku gor, čisto vsi. Spremenim vse, ker ustavamo, da vam skačemo, da se vam razmikamo. Razmikam se, svetim v življenje, jaz si ti, da spremeniva vse, moje srce. Takole poskočno se je na osnovni šoli Brinje Grosuplje začela misija Samozavest. Gre za akcijo v okviru vseslovenskega programa Postani športnik. Najprej je ena zelo pomembna stvar, da so ti otroci naše bogastvo. Oni popestrijo naš vsak dan, drugačni so, učimo se sprejemati drugačne. Oni se pa tudi med nami počutijo nekako bolj vsakodnevne. Ravno sva se z Gregorjem pogovarjala, kakšno reklamo bi naredili za naprej, za podobne akcije in sporočilo pošljemo še ostalim ravnateljem in celi Sloveniji. Moram povedati še prvo, zakaj smo zato pričeli s tem programom. Na Zvezi za šport smo ugotovili, da na lokalnem nivoju se je zelo malo, skoraj nič ni naredilo na programu rekreacije, zato smo prodrli v lokalni prostor in s tem programom upam, da smo nekako aktivirali te otroke in jih še bomo. Seveda v nadaljevanju, kot paraolimpijski komite, moram reči, da nismo primarno hoteli, da bi nekaj več hoteli iz otrok, da bi bili nekako v neko profesionalno ali v nekaj bolj aktivno, ampak verjamemo, da bo tudi nekaj izmed teh otrok prešlo v neko aktivno športno aktivnost in verjamem, da bo skozi vsa ta leta lahko kdaj tudi ta, ki je danes še otrok, prinesel medaljo z olimpijskih iger. Vse skupaj pa ne bi bilo izvedljivo brez pomoči podjetij, ki želijo mladim ljudem s posebnimi potrebami izboljšati kakovost njihovega življenja. Lidl Slovenija z Zvezo za šport invalidov Slovenije paraolimpijskim komitejem sodeluje zdaj že 2 leti in pol, od marca 2016. Primarno smo se za sodelovanje odločili zaradi tega, ker smo v tem videli nek potencial nagovora celotne slovenske javnosti, spodbujanja javnosti k temu, da nehamo iskati neke izgovore, ampak najdemo predvsem neko motivacijo za življenje, za vsak nov dan. In definitivno so športniki invalidi tukaj velikanski navdih, ker dejansko kljub nekim oviram, ki jih imajo v življenju,
so še bolj trmasti, še bolj motivirani, še bolj, bom rekla, vztrajno vstajajo in grejo na treninge in se potrudijo, da naredijo odlične športne rezultate. In ko smo se začeli pravzaprav spoznavati, športniki invalidi, smo ugotovili, da imamo res velik potencial povedati javnosti slovenski, ful stvari se nam lahko zgodi, veliko stvari lahko dosežemo skupaj, če smo le dovolj vztrajni, če vidimo pozitivno v življenju. In športniki invalidi dejansko tudi interno, moram priznati, v Lidlu Slovenija prinaša eno enkratno energijo in kot vidite tudi danes na tem dogodku, pravzaprav nimam besed, vsi rečejo wow. Vem, da jaz nimam izgovora jutri zjutraj, zakaj ne bom šel teč, ali pa jaz nimam izgovora, zakaj ne bom šel na fitness. Jaz ga vsekakor nimam. In mislim, da če s tem začnemo dosegati ta preboj pri vseh ljudeh, smo dosegli veliko. Po drugi strani je pa naša skupna želja z Zvezo za šport invalidov Slovenije to, da ljudje začnejo prepoznavati šport invalidov kot šport. Se pravi, ne nekoga, ki ima neko oviro v svojem življenju, nekoga, ki se pač spopada, sooča z neko invalidnostjo, ampak nekoga, ki želi dosegati vrhunske športne rezultate. In ker imamo take športnike, je prav, da jih izpostavimo, da jih skozi medije pokažemo, da smo lahko na njih neizmerno ponosni, ker domov prinašajo nagrade, domov prinašajo medalje in to so vrhunski rezultati. In kot je enkrat Darko Đurić, paraplavalec, rekel, ni razlike med enim in drugim treningom. To, da meni manjka nekaj, še ne pomeni, da je moj trening kaj lažji, ampak je kvečemo težji. Zato v bistvu dejansko lahko na tak način dosežemo zelo veliko, da šport invalidov Slovenija prepozna kot eno izjemno predstavljanje Slovenije v svetu. Če bi ti dve medalji govorili, kaj bi povedali? Upam, da bi rekli, da sta na pravem mestu. Garanje, še enkrat garanje. Ja, pač šport invalidov je vrhunski in konkurenca gre naprej, treba je vedno stremeti popolnosti in tudi veliko delati za to. Izkušnja na Nizozemskem, prava odločitev? Ja, izkušnja je bila lepa, zanimivi treningi, zanimiv pristop in tudi odličen občutek, ko sem delal v ekipi, tako da sem zelo zadovoljen s tem. So Nizozemci navijali tudi za vas? Ja, in sem jih slišal tudi na tribunah, slišal sem tudi druge reprezentance in tudi, ko sem prišel dol, so mi vsi takoj čestitali in sem bil izredno vesel tega. Takole je svoje vtise potem, ko si je v Dublinu na Evropskem prvenstvu za invalide priboril naslov prvaka v disciplini 50 metrov prosto, strnil slovenski plavalec Darko Đurić. Kot ponavadi so njegove nastope pravzaprav precej bolj adrenalinsko doživljali člani njegove ekipe, saj je končni razplet spominjal na najbolj napeto dramo. Ravno ta pritisk, ki se ga je Darko naložil, enostavno ni bilo enostavno po prvi tekmi vse skupaj sestaviti. Koliko čustev je tukaj potrebnih umiriti, predvsem to, da si sposoben narediti tako plavanje, kot je on za evropskega prvaka, to je tisto, kar me je fasciniralo. Pa to, da se tudi jaz ne spomnim plavanja. Ko sem videl posnetek, sem šele dojel, koliko je bilo natesno. In to je tisto, kar je bilo dodana vrednost tega tekmovanja. Darko je še enkrat dokazal, da je najboljši takrat, ko to šteje največ. Moram reči, da je v samem začetku že pokazal to trmo, tako da to je bila prva taka bistvena sposobnost njegova oziroma značilnost. Drugače pa je bil zelo tak naiven in v teh letih moram reči, da do zdaj se je zelo preoblikoval. Seveda rastemo, z leta v leto rastemo. Šport invalidov je vse bolj podoben klasičnim tekmovanjem. To pomeni, da je konkurenca vse hujša. Tudi Darko, ki že vrsto let sodi med elito, ne more počivati na lovorikah. Zdaj, tako težko rečem za naprej, treba je predvsem se zdaj malo ohladiti, spočiti, pa mogoče fokusirati, kako s plavanjem, kako začeti novo sezono, kajti ta sezona bo zelo težka sezona, to je predparaolimpijska sezona, norme se začnejo loviti 1. oktobra, tako da za Darkota, glede na to, da sem že v samem začetku rekla, da je zelo trmast in jeklena, se zna zgoditi pozitivna stvar. Jaz vedno gledam pozitivno.
mediji so tisti, ki nekako nas ponesejo v svet in skozi to videnje, da se skupaj drugačnosti da biti uspešen, da v bistvu napredovati, je dobro sporočilo, bom rekel, ne tistim obupanim, ampak jaz večkrat ponavljam, da je sigurno šport en od mostov socializacije invalidov v družbo in da z tega naslova so ti invalidi bolj zdravi, bolj aktivni, bolj uspešni, vse v bistvu prid športu in temu, da se ukvarjajo s športom. Za uspešno kariero športnikov skrbi ogromno oseb. V novi sezoni oddaje Zmorem vam bomo zato predstavili strokovne delavce in osebe, ki slovenskim športnikom invalidom vselej stojijo ob strani in velikokrat niso izpostavljeni. Eden izmed teh je fizioterapevt Matej Kovač, ki je tudi član zadnjih slovenskih odprav na paraolimpijske igre. Ob svojem delu v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča in ob sodelovanju s športniki tudi vselej poudarja pomembnost ukvarjanja s športom za vse invalide. Zakaj je šport zanje tako pomemben? Za njih je zato toliko pomembno, ker so omejeni v gibanju in če ne naredijo nekaj zase, potem njihova osnovna bolezen oziroma poškodba še bolj pride do izraza, imajo še večje težave. Če se pa gibljajo, rekreirajo, lažje prenašajo vsakdanje cilje in lažje sodelujejo v vsakdanjih nalogah. Znanstveno je dokazano, da so mladi invalidi manj športno aktivni od svojih neinvalidnih vrstnikov, zato je promocija in usmeritev rekreativno ukvarjanje s športom zelo pomembna, saj le-ta dviguje kvaliteto življenja. Ja, sploh rekreativen šport ima zelo pozitivne učinke tako pri zdravih kot pri invalidnih osebah. Manj so bolni, manj so ovirani pri gibanju, več so v stiku s sovrstniki, pomembno tako za socializacijo kot psihični del, kot zdravstveni pozitivni učinki. In se mi zdi, da tisti, ki se ukvarjajo s športom, so tudi bolj srečni ljudje. Pri invalidih, ki se profesionalno ne ukvarjajo s športom, ima fizioterapevt veliko odgovornost, predvsem pri tem, da svoje paciente nauči pravilnih gibov in s tem prepreči nevarnost poškodb. Pri profesionalnih športnikih pa je njegova vloga povsem druga, zlasti pa je zelo pomembna predvsem pravilna izbira športa. Tako, pri profesionalnih športnikih moraš pa zagotavljati športniku, da lažje prenaša vse težave med treningi in tudi med tekmami seveda. Pri rekreativcih je pa bolj usmerjeno, da jih naučiš, da se pravilno gibljajo. Ker za zdrave oziroma za ljudi, ki niso invalidi, je jasno, kako naj bi izgledal recimo kolesar, tekač in tako naprej. Pri športnikih in invalidih se je treba poglobiti z vsakim posameznikom posebej in pogledati, kateri šport je za njega bolj primeren, kateri šport bi na njega pozitivno vplival, pri katerem športu bi lahko imel še več težav. Ob obisku Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča smo tako ugotovili, kako pomembna je vloga fizioterapevta na področju športa invalidov. Matej Kovač pa nam je ob koncu druženja razkril še svoje izkušnje s sodelovanjem s športniki. Jaz sem sodeloval na zadnjih 3 paraolimpijskih igrah in vsake igre za sebe so bile nekaj najbolj čudovitega, kar se ti lahko zgodi kot fizioterapevtov, da nastopaš oziroma da si zraven njih v takem velikem dogodku. Rada treniram, rada se družim z prijatelji, pa rada se veliko smejem se. Prej sem trenirala košarko, plavanje, smučanje, pa odbojko, pa atletiko. Pa sem zaradi
odbojko sem trenirala 3 leta, potem pa sem nehala trenirati odbojko, ker sem sedela na klopci, pa mi je dokcijo na tekmi. Potem pa sem na rajši zbrala atletiko, ki je moja mama tudi je športnica in tudi trenira skokov višino. Zmeraj sem se želela, ker sem poznala, koliko je atletika težek šport, pa tudi velika konkurenca, da lahko uspeš v nekem evropskem pa takem merilu, da so težki treningi, sem jo zmeraj bolj videla, da bi bila ona v kakšnem ekipnem športu, kot košarka, rokomet ali odbojka. Košarke pa rokometa v Radovljici ni bilo, odbojka sem pa pol videla, da je res tisto, ali si na klopi ali igraš, a ne. In pa sem rekla, daj, delaj, kar te veseli, no. Tako da jaz sem jo pa iz te strani bolj spodbujala, ker sem vedela, da je družabna, da bo dobila veliko novih prijateljev, da se tudi hodi na tekme, pa da se potuje, da bo videla tudi kraje in sem jo v bistvu ne samo kot šport spodbujala, bolj tudi kot en širok način življenja, no, tako bi rekla. Ja, trenirati malo mi je naporno, je težko zaradi ravnotežja tehnike, ampak jaz se že utrudim, pa rada poslušam trenerja, kaj govorijo, vem, kaj je treba narediti. Potem pa še jaz moram pomisliti možgani, kako je treba, pa sproščena. Je pa treba navaditi trenirati. Moraš vsak dan trenirati, pa bom že, pa bom. Če je težko, nič hudega, če pa gremo naprej, pa bo vse redu. Ja, najlepši trenutek je, ko sem bila letos na tekmovanje Sofija, evropsko za gluhe. Malo mi je bilo strah, ker drugi so bili, veliko je bilo Rusije v Ukrajini, nisem znala znakovic z rokami, nisem vedela, potem pa je bilo super, pa sem dobila veselo medalje. Jaz mislila, da bo zelo težko, ker so v Rusiji so močni, ampak sem prihitela, sem bila edinka, sem bila Slovenka, pa bila moja mama bila z mano, pa tudi mlajšega brata. In mojega mlajšega brata je vesel, je zelo ponosen, ker sem dobila medaljo. Ko sem bila majhna, ko sem bila v vrtcu, je bilo niso vedeli v skoterici, kaj nekaj hočem reči, pa nisem znala govoriti, samo besede, samo ena stvar, naprimer A, B, B. Nisem mogla, sem pa znala roko pokazati, ker znam pospraviti, znam oblečenje, znam. Ko bila v osnovni šoli, 1. razred do 5. razred, sem 5 let hodila majhno osnovno šolo Mošnje, ker je bilo nas samo 8 bilo v nas razredu, je bil manj, pa je bil 1. razred in 2. razred bilo težko, nisem znala govoriti. Potem pa 6. razred sem šla pa na drugo osnovno šolo, ker je večja, je bilo pa kar veliko nas, bilo 28 je bilo. Je bilo malo težko in sem malo zmatrala, ampak bo že. To pač operirajo, da vsadijo polžev sadek. Tako je, s tem sadkom v bistvu sliši vse, ampak problem je, da ti razumeš, kar slišiš. To je tako, kot da bi mi šli na Kitajsko, zdaj pa vse slišimo kitajsko, ampak ne razumemo naprimer kratke besede, ja, ne. Tako je bilo pa tudi z njo. Učili smo se z besedami ja, ne, luč, noč, ki so 3 črke. Težko je bilo pa že krokodil reči, ki je 3 zlogi. Pa smo se učili z njo vsako, stavek z 2 besedama, stavek s 3 besedami. Tako da za gluhe je najtežje, da se naučijo govoriti, res pa povedati, ne. Pa da razumejo, ne. Moraš jim včasih si kot prevajalec in moraš na enostaven način povedati z drugimi besedami. Nisem znala govoriti, res je. Sem hodila na govorno
na vaje sem hodila na Mariboru, sem učila govoriti besede. Je bila ena gospa ful je prijazna, Nadja, se piše Hernija. Ona je ful lustna, se spomnim, ko smo bili majhni, veliko smo smejali, pa ful lustna, prijazna. Potem pa ful mi je pomagala tega besede govori, pa naprimer naprimer 4 črka, naprimer kuža, pa rečem po 2 besede kuža, tako po 2 črki. In potem pa mi je šlo, pa sem znala tako kratke besede, potem pa mi je ona mene učila tako besede. Ja, rada se s sošolkami družim se z sošolke. Pa tudi malo se sprehajam na sprehod, pa tudi rolati rada. Pa tudi včasih radam žurko, zabavo. Ful vesele, pa tudi rada veliko na potovanje, rada. Pa tudi tako, če poznam nekoga novega prijatelja na potovanje. Zelo rada bi se ostala pri športu, atletiko, zelo bi rada za naprej, ker sem že 3. letnik zadnji, bi rada tudi bi šla. Nisem sigurna za +2, to je za medicinska sestra, ampak želim iti, ampak zaradi učenja, kako bo to težko, ne vem, težko, ne vem. Če pa ne bom pa postala trenerja, tako rada pomagam otroci, pa tako bo že. Živijo, jaz sem Iris Berganski, treniram skoke visino in mnogoboj. Je res super atletika, je atletika kraljica. V naši prihodnji oddaji pogovarjali se bomo s predsednikom Paraolimpijskega komiteja Andrewom Parsonsom. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.